Moja sestra je rekla, Ana, veš kaj, ti si sigurno tako uspešna zaradi tega, ker imaš tako lahke recepte in ker ljudje naredijo ta lahek recept, se pol počutijo tako dobro in jim je toplo pri srcu in dejansko to pol poganja vse to. Zato te moj mož spremljajo. Ana Marija Mihelič, znana tudi kot Fit by Ana, je vplivnica, je kreatorka receptov in zgolj v enem letu je osvojila Slovenijo s svojimi zdravimi in malo bolj alternativnimi oziroma, kako bi se temu rekli, uravnoteženimi različicami priljubljenih jedi. Njena pot do zdravega življenjskega sloga se je začela skozi njene osebne izzive, o katerih bi danes tudi malo spregovorile, danes pa s svojimi recepti na sveti navdihuje druge. Med drugim je tudi prejemnica nagrade za najinfluencerko leta v kategoriji Rising Star. Čestitke, Ana. Hvala. Hvala, ker si se odzvala povabilo, ker si danes z nami. Mislim, da nas čaka en tak ključen pogovor. Ja, jaz sem prepričana, hvala za povabilo, tako da se prav veselim, kaj si bomo danes povedali. Kaj smo povedali? Začetek, da malo sprostiva vzdušje, da mi povej, kaj je tista stvar, ki si jo ti ponavadi naročiš, ko greš na čvek s prijateljicami v restavraciju oziroma kavarno? Odvisno, kjer del dneva je. Rečemo dopoldne. Dopoldne ponavadi brezkofeinsko kavo z riževim mlekom. Okay, torej piješ kavo, ampak brez kofeina. Ja, jaz pijem zjutraj samo eno s kofeinom, potem pa več ne, ker če ne morem spati. Aha, vpliva to na tebe. Ja. Sedek na večino vsaj nisem mislila, ne zavedala to tega. Ok, pa deva začeti nekje na začetku, pa me zanima, kako se začela tvoja pot do zdravega življenjskega sloga, koliko časa nazaj je to bilo in kako to, da si se odločila za ustvarjanje receptov? Moja pot se je začela malo tak, jaz bi rekla, da je bil malo smešen način, ker ni bila prostovoljna odločitev. Mene je življenje tako malo porinilo v to in na točki, ko sem se jaz zavedala, da moram nekaj drastično spremeniti, je bilo toliko hudo že, kar se tiče mojega črevesja in ščitnice, da bi jaz bila pripravljena narediti marsikaj. Če bi mi nekdo dal neko abstraktno rešitev, jaz bi bila pripravljena zagrabiti. Na srečo se to ni zgodilo, jaz sem imela zdravniško podporo, protokole, ki imajo smisla, načine prehranjevanja, ki so pač zelo hitro pokazali rezultate. In potem sem se nekako odločila ostati v tem konceptu, kakor ga tudi recimo kažem na Instagramu. Je pa ena zanimiva stvar, da jaz nisem znala do 26. pripraviti niti jajca. Okay. Tako, res nisem znala nič, noben talent v kuhinji. Je bil v bistvu ta challenge zame, največji challenge je bil, kako dejansko za sebe skuhati nekaj, kar bo z mojimi sposobnostmi možno, kar bo relativno okusno kljub omejitvam in uravnoteženo, da bo nekako podpiralo ta moj življenjski stil in način prehranjevanja. In potem, ko sem jaz ugotovila, koliko je to v bistvu enostavno, se je v bistvu pri meni nekako rodila ta ideja, da bi jaz to rada delila s svetom. Potem sem pa še 4 leta pacala, dajva reči hrabrost, da sem se tega projekta zares lotila v obliki, kakor Fit by Ana zdaj dejansko obstaja. Koliko nazaj je to bilo, jaz bom zdaj na pamet rekla, malo sem slabo imam časovni razpored, ampak je 5 let nazaj recimo. Pa si poti z hrano rešila večino svojih težav? Ja. Aha. To je bila hrana tista glavna stvar, s katero si se v bistvu polotila? Zdaj tako je. Odvisno, kakšno diagnozo imaš, pri meni je bil največji problem ena bakterija v črevesju, ki je dejansko mi zelo močno vplivala na peristaltiko in v bistvu sabo vlekla ta IBS oziroma sindrom občutljivostnega črevesja. Zato, ker je črevesje toliko slabo delal, predvsej dolg časa je to za sabo potegnilo tudi ščitnico. Ker smo mi postavili s protokoli črevesje nazaj v neko normalno delovanje, se je čez pol leta tudi ščitnica postavila na noge, dejansko sama od sebe. Edino, kar sem jaz sledila, so bile res te stroge omejitve za prehrano, ki naj bi nagajala ščitnici, tega nisem jedla recimo. Okay. Kaj pa bi lahko rekla danes, kakšni so tvoji recepti? Ok, so zdravi, so neki alternativni, so uravnoteženi, ampak kaj je tista stvar, kateri nekako slediš, ko iščeš ideje in recepte, ki boš delala? Zdaj, v prvi vrsti nekako jaz gledam na to, kaj bi jaz jedla, recimo, kaj je meni zanimiv. Se pa nekako fokusiram na to, koliko sestavin je možno iz recepta vršt in ohraniti maksimalen okus. To mi je prvo vprašanje. To se pravi, testirati recept do te mere, da lahko z minimalno količino sestavin
zadržiš maksimalno vrednost okusa. Ok, to je prva. Druga stvar je to, da dejansko probam, in ta del je tudi najtežji, uravnotežiti na ta fit način. To se pravi, da je zadost beljakovin, da je zadost maščob in da je tudi dejansko hidratov nekje čisto v redu, da tak recept lahko stoji za tem, da je tudi glukozi prijazen in beljakovinsko bogat in vse ostalo. In tukaj se pojavlja problem, ker ko ti začneš menjati razmerje sestavin, sploh ko spustiš hidrate pa dvigneš beljakovine, ponavadi zgubiš strukturo. In tukaj pol pride pa ta moja vztrajnost v igro, kjer jaz dejansko včasih testiram tudi po 10-krat, da mi recept uspe na način, da je okusen, da je struktura v redu, ampak še vedno, da lahko stoji za fit konceptom. Koliko časa bi pa rekla, da porabiš, da ustvariš, da v bistvu od same ideje, kaj boš delala in potem da dejansko izdelek, recept stestiraš, da priješ do tiste prave recepture in da posnameš, zmontiraš, koliko je ta časovnica. Ker ko mi pogledamo, se ti tista minutka, to je 1, 2, 3, a ne, verjamem pa, da ni to 1, 2, 3. Ne? Moji recepti so kratki, tako ponovadi so 20 sekundni, ampak jaz bi rekla, da mi vzame tak recept 6 do 8 ur, če mi uspe v prvo. Če ti uspe v prvo. Ja. Če ti v 10, bistveno več. Če mi pa ne uspe v prvo, pol pa pač dalj časa. Ja, časa je. Pa imaš izziv najti ideje, ali kje najdeš ideje za te recepte? Kako se odločaš, kaj boš pripravljala? Zdaj, tako jaz bi rekla, da imam 3 inspiracije. Okay. Eno so čisto običajni recepti. Kakor recimo jaz pogledam, kako se naredi piščanca v smetanovi omaki in sestavino po sestavino menjam, da dobim ta fit uravnoteženost, oziroma dovolj beljakovin, dovolj hidratov, dovolj maščob. Druga stvar je to, da sledim viralnim trendom in ko vidim, da je neki ljudem ful zanimiv, probam narediti na fit način. Te recepti so ponavadi najtežji, zato ker jih je treba največ testirati. Najtežji jih je dejansko postaviti v to neko novo obliko, ampak je pa te recepti so pri meni tudi najbolj uspešni. Ko uspem zadeti vse to skupaj, je trend itak trenda. Ne? Jaz se v bistvu na njega, dajmo reči, ubesem, ampak imam pa zadaj nerealno veliko dela. To je pač dodana vrednost fit bajane. Tretja stvar je pa to, da veliko stvari si izmislim sama. Tako kot recimo zdaj sem en dan snemala pito slano, v katero sem narezala tortiljo, ampak to je bil hec, ne? Jaz sem to za foro naredila in je tako dobro izpadalo, da sem ga naslednji dan šla posnet recimo. Pa jaz sem recimo to neko kokosovo rižoto, ki je meni po mojem najljubši. Od nas piščancem, ja. Ta je najboljša. Meni je to po mojem eden najljubših mojih receptov, ampak to je moja isto nek poskus brezvezen, ki je izpadel tako epsko slasten, da bi bilo škoda, da ne zaživi. Da ga vsi ne probate. Ja. Meni je eno osebno tvojih najljubših receptov in po mojem smo že 20 delali, tako res, 2-krat na mesec, 3-krat zihar. Pa sem ta menjava, veš, mislim, noro, pač čist bolj, res, probite, poišče. Ja. Jaz sem tudi včasih delam s kvinojo, včasih z lečo, včasih da malo riža, malo tega, včasih ima eno zelenjavo, včasih drugo. To je res en tak recept, ki ga jaz jem zagotovo 2-krat na mesec. No. Ja, super. Kaj pa, ti si se nekako zelo, se mi zdi, kakor poznam to zgodbo, organizirano notla tega projekta, zelo načrtovano, vse tako smiselno z nekim razlogom, ne kar tak neki. Pa me zanima, koliko so bile te priprave, pa kjer so bili največji izzivi na tej poti postavljanja tega projekta? Jaz bi mogoče na tej točki povedala to, da je največji izziv vsega tega projekta sem bila jaz sama sebi. Jaz sem sebe 4 leta prepričvala, da nisem za kamero, da ne znam snemati, da ne znam montirati, da nimam prostora, da nimam opreme. In čisto vse to je bilo res. Dokler se jaz en dan nisem odločila, da bom vse probala. In ko sem jaz naredila ta preskok v svoji glavi, so se nekako vse stvari začele postavljati dejansko same od sebe. Ne vem, če se spomniš začetku fit bajane, ampak jaz se spomnim, ko sem prišla do Instacoach, ki mi je pomagala malo pri strategiji pa to. Jaz sem že takrat imela 3 ali 4 tisoč followerjev, pa je bil profil star 14 dni. Takoj se je začel odvijati, takoj je nekako logaritem to podprl, ljudje so to zagrabili, tako zelo hitro se je začel odvijati. Kar se tiče pa te organiziranosti,
je pa tako, jaz sem vse nekdo, ki je svojo kariero že imel, pa to ne eno, dve. Jaz imam kariero v glasbi, plus tega, mislim v glasbi pač v managementu in marketinško. Jaz sem svoje ime ustvarila, jaz sem veliko izkušenj imam na tem področju in tudi ne bi se niti mogla drugače lotiti tega projekta. To je kot da bi ti jaz zdaj rekla, da je Nastja odpri novo spletno trgovino, pa bi ti začela z istimi napakami, kot si jih naredila pri Malinci. To nekako ne bi imelo smisla. Tako da sem jaz se tega lotila z vsemi izkušnjami, z vso to kilometrino, ki sem jo dejansko imela iz marketinga, iz društvenih omrežij, iz PR-ja v končni fazi, v glavnem iz celega tega. Jaz velikokrat rečem, da dejansko se mi zdi, da so vse moje odločitve, pa vse moje izkušnje vodile na to, da se bo Vidvid Bajana enkrat zgodila. Ja. Pa bi rekla za sebe, da si perfekcionistka. Ja. Celo se zelo trudim, da tega perfekcionista malo umirjam, ker včasih je tako močen, da je že saboter. Da te mogoče, ta lastnost je dobra, ampak do neke mere. Do neke mere, Do neke mere. Pa mogoče zdaj, ko si že malo omenila, da imaš še druge kariere, če nam še malo poveš za tiste, ki mogoče ne poznajo, s čim se še ukvarjaš, oziroma s čim si se prej, pa še zdaj ukvarjaš? Moje podjetje drugače dela marketinško svetovanje. Zdaj če povzamem, to so recimo lahko digitalna svetovanja, lahko so za družabna omrežja, lahko so za splošen marketing, lahko so za radijski. V glavnem tak nek miks, en tak poseben skill set sem razvila v teh 10 letih, v katerem bi jaz rekla, da nisem največji strokovnjak za nobeno področje, imam pa ogromno znanja kot celoto in potem mi mogoče lažje povezati stvari, pa videti celotno sliko, ne? Ja, celotno sliko, pa tudi hitro vidim, kje so največje možnosti za izboljšavo, katero kocko premakniti, da bo dejansko cel krog se začel vrteti bolj optimalno. Recimo, bom tako povzela. Druga stvar je pa to, da sem jaz že 11 let v glasbi. Ne obstaja po moje glasbenik, s katerim nisem delala, od Severine do Dina Merlina. Največ sem pa v bistvu z Jeleno Rozgo, za katero zadnjih par let, 99% vsega, kar delam zadnjih par let, je tudi vezan na Jeleno Rozgo. Jaz sem njena kakor podaljšana roka za Slovenijo. Skrbim in za pogodbe, in za koncerte, in za sodelovanja, in za medijska pojavljanja. Delam z njo tudi na Hrvaškem včasih. No, tako, sva pa z Jeleno ratali v vsem tem času tudi zelo dobri prijateljci. Tako da to mi je en tak bombonček mojega posla, ker dejansko grem z skoraj najboljšo prijateljico na kavo, pa še zaslužen denar v tem procesu. Ja. Zdaj pa, odkar si malo bolj prepoznavna tudi širši javnosti v Sloveniji, me zanima, a občutiš ta pritisk prepoznavnosti in kako se z njim soočaš? Pa niti ne, jaz ne bi rekla, da je to pritisk, jaz bi prej rekla, da je to neka odgovornost. Ne čutim pritiska niti svojega življenja, jaz nisem prilagodila na nobeni točki Instagramu, tudi nikoli nisem na Instagram delila nekaj, kar nisem, tako da mogoče zaradi tega pritiska ne čutim. Pač jaz lahko dam to, kar jaz sem, to, kar nisem, ne morem, niti se nikoli nisem trudila, da bi postala ta neka druga oseba. Tako da to ne, pač ne zdi se mi. Kvečemu se mi zdi, da se je ustvaril to lep community, da čutim odgovornost do njih, da res deliveram dobre vsebine, da deliveram kakovostne videe, da vsake toliko časa se pojavi kaj novega, da tudi ta sodelovanja, ki jih imam, probam zbirati na način, da bojo za njih dobra, ne samo zame, da res ponudim najboljše možne produkte, v katere jaz verjamem. To recimo bolj odgovornost bi jaz temu rekla, kot kar nek pritisk. Se mi pa zgodi recimo, da ko grem na Šmarno goro, me ljudje ustavijo, ko grem z Jeleno delati, recimo, se pridejo ljudje slikati, pa se hočejo še z mano slikati, kar je res meni to tako prav smešen, ne znam drugače povedati, ne prisrčno, ampak jaz še kar nisem se nekako navadila tega, ne dojemam še, no, deva temu tako reči. Hitro je šlo vse. Ja, ful je šlo hitro, tako da sem še kar vedno sem tako mal pozitivno šokirana, deva temu tako reči. Tako da niti ne. Jaz sem sebi še vedno ista, mislim, ne dojemam jaz sebe zdaj nič drugače, kot sem se prej, tako da mogoče tudi zaradi tega, ne. Kako pa usklajuješ za vse te biznise, ki jih imaš in tudi zasebno življenje?
Gledam, da prej si pač delala te dve stvari, ko si jih imela, zdaj si dodala še to zraven, kako to zdaj časovno vse skupaj gre. Ja, iskreno, kar težko, zelo težko žongliram, zdaj že kar mislim, 17 mesecev. Privatno življenje sem skoraj v celoti dala na mogoče še malo preveč stranski tir, ampak realno, Nastja, jaz mislim, da če bi šli gledati biografijo kogarkoli, ki je v življenju nekaj dosegel, se je na neki točki v življenju mogel nečemu odpovedati. In verjetno, če bi ti zdaj danes govorila o svojih začetkih, bi verjetno povedala približno isto, da so to bili 12-urni delovniki, da so to bili delovni vikendi, da to dolg časa ni bilo dopusta. Ker tudi recimo, evo jaz bom šla zdaj kmalu na dopust in zdaj se ga res iskreno veselim. Sem probala si jaz vzeti vmes več časa frej recimo, ampak enostavno, ker sem vedela, da stvari niso pošlihtane, nisem se mogla niti sprostiti, recimo. Tako da na ta del nisem ponosna, ne priporočam. Mislim pa, da vseeno, šele ko daš celega sebe v neki, lahko pričakuješ tudi na drugi strani rezultat. Jaz si pač, nisem pa mogla biti jaz veš ta čas samo Vitfit Bajana. Sama veš, da pač nekje more... projekte treba financirati, projekti zahtevajo neke finančne vložke. Vitfit Bajana prvih, pa jaz bi rekla 8 ali pa 9 mesecev ni nič zaslužila. In nisem bila niti v poziciji, da bi jaz druge stvari pustila. Tako da zdaj recimo se že lahko malo drugače obračam, zdaj se že lahko malo drugače odločam. Zdaj sem že mogoče tudi, jaz sem malo pomirila, dosegla neke cilje, da se tudi malo lažje sprostim, ko si vzamem prost dan. Je pa vsak to žongliranje se mi zdi najtežji del v življenju in se mi zdi, da kakorkoli se potrudiš, na koncu nikoli nisi čist zadovoljen. Ali če daš malo več v privatno življenje, pol ti poslovno malo trpi, če daš malo več v poslovno, ti privatno malo trpi. Tako da jaz mislim, da je to je največji izziv. Največji izziv, ja. Pa sem se kdaj že soočala z izgorelostjo oziroma z res neko tako tesnobo, zaradi tega, da je bilo vsega preveč? Zdaj tako, jaz mogoče nisem dobra oseba za to vprašanje, ker jaz res lahko vztrajam zelo dolg. Zelo dolg, no. Prilagojena sem na te, celo lažje mi je. Jaz imam v podpornem sistemu osebe, ki me učijo, kako sproščati, kako spuščati, kako se umikati, kako se tudi včasih pustiti, da kaj gre, če je treba. Jaz sem rojena verjetno tako s to sposobnostjo, da lahko grem nerealno dolg, pa na nerealno slabih pogojih, dajmo temu tako reči. Tako da ne, iskreno me ni strah, ampak ni pa tudi ta stvar dobra, zato ker to je mogoče dobra stvar, tako kot so se prej pogovarjali. Dobra stvar je, da si ti vztrajen, dobra stvar je, da ti imaš energijo, voljo, željo in da imaš to nekaj, kar gori v tebi, da ne rabiš se zanašati na zunanje dejavnike, ampak je to lahko tudi tvoj največji sovražnik, če ne veš, kdaj se ustaviti. Tako da, dajva reči, da delam na tem, da se pač učim, kako da do tega v prihodnosti res ne bi prišlo. Kaj pa te stvari vse, ko ustvarjaš, imaš tu kako pomoč ali delaš vse sama? Sem nič prej rekla. Zdaj, mislim, kakorkoli bom formulirala to vprašanje, ne bi rada, da izpade narobe, ker imam ogromno pomoči, ampak sem za vse sama. Ne vem, če ima to smisla, ampak ti mogoče bojo začetniki, podjetniki razumeli. Jaz imam fantastične ljudi, meni pomaga, za karkoli rabim, Insta coach, pač Tina, Žiga Kukovič mi ogromno pomaga, imam snemalca, ki mi tudi ogromno pomaga, imam Saro pa svojo sestro, ki mi tudi pomaga ta in stylingi in z make-upom, kar rabim. Ogromno podpore imam, jaz ne bom rekla, da jo nimam, ampak na koncu dneva jaz sem Vitfit Bajana, če jaz ne delam, Vitfit Bajana ne živi, če jaz ne ustvarjam, če jaz ne delam receptov, če jaz ne odgovarjam na maile, če jaz ne podpišem pogodbe, če jaz ne pripravim scenarija, če jaz ne zorganiziram seta, noben od nas nima dela. Tako da vse je super, jaz sem ful hvaležna, da imam okrog sebe tak krog ljudi, kakor ga imam, ampak na koncu dneva sem še vedno jaz ta ogenj, ta gonilna sila, ki v bistvu obrača krog. Se tako je pol. Pri podjetništvu se mi zdi, da en more biti, ko se skupaj drži. Pa tudi se mi zdi, da te začetki so mogoče tako najslabši iz tega vidika, ker dejansko si še ne moreš prvoščiti v celoti,
predati segmenta dela, recimo. Pol pa to, da bi dal na pol, samo kar nekako nima smisla. Ta prehod je pol vedno tak izziv, da bi se spustiti od sebe stvari, pa to najdi pravo osebo, da spustiš stvari in da si tudi finančno sposoben vse to procesirati, to so tisti največji pol preskoki. No. Si pa ful želim, recimo, moj plan je, da če uspemo do konca leta, rada bi imela nekoga, ki bi mi pomagal pri vseh teh birokratskih zadevah, oziroma kakor nekega, dajmo reči, menedžerja, ki bi mi pomagal pri tem. Pa rada bi si zaposlila snemalca oziroma nekega kreativca, ki bi vzel en del tega kreativnega bremena iz mojih ram. No. Se to je dober plan. Zdaj imaš res tako vse splanirano, točno veš, kje razmer. To se mi zdi tako, če hočeš nekaj narediti, ful pomembno, no? Da nisi krtek. Da so stvari splanirane, organizirane in da veš, v kjer smer, kakšni so cilji, da veš, kako je razmerita. Tako, kot sem prej rekla, da mogoče imam ta letalski pogled, da vidim stvari malo drugače, kako se obračajo iz enega drugačnega zornega kota in pol znam tudi določiti, kjer del popravljati, recimo. Isto po moje je tukaj. Če ti nimaš večje slike, kam bi rad prišel, je po moje vse ostalo tako malo na majavih temeljih. In jaz recimo do zdaj nikoli za sebe poslovno nisem imela neke vizije, kakor jo imam zdaj za Vitfit Bajano. In dejansko tudi nikamor nisem prišla, oziroma ne morem definirati, kakšne cilje sem dosegla, tudi ne morem definirati, a sem delala s podjetji, ki sem jih hotela, ker sem se jaz v bistvu zelo tako obračala, kakor je voda. Zelo prilagodljiva sem na situacije, kakor so se obračale. Ne? In se mi zdi, da šele takrat, ko si ti dejansko določiš nek cilj, veš tudi, kam začneš hoditi, in ko začneš hoditi po tej poti, se lahko zelo enostavno odločaš, ali me to vodi na poti k cilju ali ne. Brez tega, vsaj po mojih izkušnjah, niti ne moreš funkcionirati. No? To si mi zdaj res ful dobro povedala, ker je res. Se mi je tudi tako, imaš ti cilj, ko veš, kam greš, lažje se odločaš, hkrati pa imaš ti neko motivacijo, drugačno kot pa prej. Ker imaš neko tisto vizijo v to smer. Se mi da tudi motivacijo, še posebej včasih podjetniki, ki delajo sami, oziroma z neko manjšo ekipo, nima nikogar, da bi jih motiviral. In ta cilj, ta vizija te drži gor, te motivira. Ker ti pač, pri nas je moja naloga, da motiviram pač ekipo, sam tudi ti rabiš osebno motivacijo. In take stvari te polje, če imaš določene, ful lahko ženijo naprej. Mogla sem tole dodati, ker se mi zdi dobra, pomembna tema. Pa bi se dotaknila še malo kritik, gledano, da si zelo izpostavljena. A si že naletela na kakšne kritike oziroma negativne komentarje in kako se soočaš s tem? Ko si mi ti poslala vprašanja, da pogledam za naprej, se mi zdi prav smešen, ker veš, da jaz se bom kar pohvalila, ker se mi zdi, da je to pač tako pohvala. Jaz v tem Vitfit Bajana bo zdaj stara, mislim, da kot 15 mesecev, nekaj takšnega. Jaz ne vem, če sem vsega skupaj dobila 10 komentarjev, takih neprimernih, da jim temu reči, pa še to jih je bilo večino na TikToku. Je to. Tako da jaz bi na tej točki rajši se zahvalila temu mojemu communityju, vsem tem čudovitim ljudem, ki so dejansko tako velika podpora, ki mi dajo tak veter v hrbet, oziroma veter v jadra, kakorkoli, da jaz ne morem verjeti. Presežem. Jaz se po vsem tem času še vedno dobim solzne oči, vsak dan jaz dobim po moje 20 slik svojih receptov. Tudi zgodil se je zadnjič, da je bil en neprimeren komentar. To osebo tako, pa niti ne napadali, ampak tako hitro so jo v komentarjih so se ljudje za mene postavili, da mi je bilo tako toplo pri srcu, da ne vem, se mi zdi tudi, veš, da pri teh negativnih komentarjih se mi zdi, da je malo tako, da jih imaš približno toliko, kar izzivaš. Pa nočem zdaj nobenega užaliti, da ne bo narobe razumljen, ampak jaz nisem ta tip influencerja, ki bi se izpostavljal. Tudi nisem nikoli do zdaj zavzemala nobenega pola, da jim o tem tako reči. Jaz sem zelo liberalen človek in se mi zdi, da mora vsak svoje življenje živeti tako, kar sam pri sebi čuti. Jaz ustvarjam vsebino, ki če ti plemeniti življenje, potem boš ostal verjetno na mojem profilu, mi sledil,
ustvaril, upošteval neke nasvete, kupil kakšen produkt, mogoče ti bo to prav prišlo, mogoče ne. Tako zelo liberalna sem in se mi zdi, da se potem ljudje na tako energijo niti ne morajo. Ja, nekaj nazaj. Točno to, ker jaz ne vem, no, tako se mi zdi. No, niti nisem, recimo, sem bila napadena v preteklosti, nisem se zapenjala. Umikam se stran od vsega tega, to mi ni všeč, to nisem jaz, ne počutim se dobro, z vsemi se načeloma ful dobro razumem, tudi nimam jaz dobrega feelinga, če sem z nekom skregana. In tudi te energije si ne bi želela imeti na Vidfit Bajani. Tako da. Super. Ja. Kaj pa, rekla si, da imaš tudi TikTok, Instagram, a si na teh dveh kanalih aktivno, a še na kakšnem drugem? Jaz sem drugače odprla zelo visoko leteče tudi YouTube na začetku. En video smo celo posneli, ampak pol sem ugotovila, da enostavno jaz nimam kapacitet še za eno omrežje. Imam pa veliko željo postaviti YouTube. In kaj pa šorce, na te receptne šorce devaš? To bi pa lahko dajala, ja, nisem še. Ful je dobro, da ti povem. Ja, mi smo zdaj vse te recepte, na TikTok, pa na Instagram, zdaj delamo na šorce in so ponekod še ful večji dosegi. Hudo. Ja. Ok, bom upoštevala ta nasvet. Imam tudi Facebook, ampak nisem pa preveč aktivna na Facebooku, da je temu tako reči. No, ja, tu sem imela ful slabe organske dosege. Pa tako. Zelo slabo, tako kot si rekla, zelo slabo organsko preforma. Kot drugo je pa tako, ni to platforma prilagojena reelom. Sploh mi ne dovoli v opis, ne morem dati tako lepo, ne morem presledkov delati, novo vrstico dajati. Tako da ne vem, no, pač menda sicer, ko smo se jih pogovarjali, največji manjko je menda ravno pri ustvarjalcih reelov na Facebooku, ampak logaritem pa tem reelom nič ne pomaga. Tako da, ja, mi tudi, sploh težko je. Ja. Kaj pa sodelovanja? Sodeluješ tudi z različnimi podjetji, poleg pač vsebin, ki jih ustvarjaš, pa me zanima, kako se odločaš, s kom bo sodelovala, pa kako držiš mejo, da ni tega preveč? A veš kaj, jaz vam bom tako povedala, kako je bilo. Jaz nisem zelo dolg časa vzela nobenega sodelovanja. Tudi težko sem se odločila začeti nekako s temi sodelovanji, ker nisem vedela, vse to se je tako hitro zgodilo, da nekako nisem niti vedela, kako pristopati, na kakšen način delati, kako se obračati. Tako da, potem, ko sem se vseeno odločila za sodelovanja, sem se pa odločila delati to na tak način, da imam mesečni plan, v katerem si vnesem noter ta sodelovanja, katera imam dogovorjena, označene imam dneve, ki so, da temu reči, lahko prodani, ko zapolnim to kapaciteto, ne sprejemam več. Tako da to je eno pravilo. Drugo pravilo je pa to, da absolutno ne vzemam sodelovanj za izdelke, ki jih sama ne uporabljam, za izdelke, ki jih ne bi priporočala, oziroma za podjetja, v katera ne verjamem. Tako da se mi zdi, da mora tukaj biti kar cel trikotnik, oziroma pač cel krog mora biti nekako sklenjen. Rada imam podjetja, za katerimi so neki topli, srčni ljudje z neko vizijo, ki je vsaj malo podobna moji. Ne vem, če si opazila, ampak tako tematika, večino proizvodov na mojem profilu so res superiorne sestavine, če se da lokalne, zelo veliko podpiram slovenska podjetja, tako x-krat sem se odločila za 10-krat manjši honorar, pa sem šla rajši z neko slovensko, z nekim slovenskim podjetjem v sodelovanje, ki ima superiorno sestavo izdelka, kot da bi vzela neko multinacionalko, ki bi mi lahko plačala 10-krat večji honorar, ampak bi mogla stati za izdelkom, ki ga jaz mogoče ne bi za sebe uporabljala. Tako da tukaj se mi zdi, da sem bila res iskrena, predvsem do sebe. Valjda ne morem vplivati na to, ljudje smo si različni. Včasih mogoče boš ti kupila moj pralni prašek, pa ti ne bo dobro dišal. Tukaj ne morem vplivati, ampak vem pa, da sem ti dala priporočilo za nekaj, kar tudi jaz uporabljam za sebe in res verjamem, da je nekaj najboljšega, kar se da na trgu dobiti. Se mi tudi zdi, da se to opazi pri komunikaciji, ko imaš, da res uporabljaš izdelke, ki jih pač promoviraš. Da se vidi razlika, ko pač bi krtek nekaj. Ja, meni se to zdi tudi, veš, kje se recimo pozna. Zdaj recimo imamo mi vsi influencerji težave s tem označevanjem oglasi, ne oglasi, ne. Malinca, tudi vi me ne morate toliko plačati, kot jaz vaših izdelkov uporabljam. In dejansko vzemam podjetja, ki jih res
sem tudi prej sama uporabljala, ali pa kar res lahko priporočam naprej izdelke in to je to. No. Ja, no, se mi zdi ful dobro vodilo. Okay. Zdaj bi se podotila še ene take malo provokativne teme, ne vem, če lahko temu tako rečemo, ampak za sledilci na svojem Instagramu pogosto dobiš to take zelo osebne stvari. Pred kratkim si imela poseg na vekah, pa me zanima, kako to, da si se odločila to deliti z nami in kako razmišljaš glede samih estetskih posegov in popravkov. A veš kaj, meni se zdi, da recimo te posege, ki sem jih jaz delila na Instagramu, so malo bolj specifični, pa mogoče na dražji strani. Tako kot če recimo na laser, ki jaz grem, jaz pridem domov kot vampir, ne vem, če si videla kakšno sliko. In se mi zdi, da je ful lepo, da ti nekdo pove lastno izkušnjo, da ti nekdo pokaže iz prve roke, kaj se dogaja, kako se dogaja, koliko boli, iskreno, ne tako, kao nič ne boli, pa prideš tja. Ja, ko gre na poseg, so pa kar lepe. Pri tebi se mi zdi to, da pač objaviš tako je, da tudi če se malo ustrašiš, ko vidiš prvo tisto, pač to je realnost. Tak, če že pokažeš, da pokažeš. Ja, pa tudi veš kaj, se mi zdi, da vse, Instagram je vse en svet lepih ljudi, pač žal mi je, da moram to temu tako reči, ampak nekako je vse stremi k tej neki popolnosti. Jaz sem imela ful velik aken, res nerealno velik. Jaz sem v svoj obraz vložila nerealne količine denarja in na laserjih in na vse, na veliko produktov, ki niso delali, na veliko produktov, ki so pokazali rezultate. In se mi zdi tako, da je moja odgovornost, ravno ko smo se prej pogovarjali, da nekako, če vidim, da nekaj deluje, pa da nekaj pomaga, pa da nekaj mene osebno toliko mot, se mi zdi to ful lepa gesta deliti z ostalimi, plus tega, da moraš vedeti, da sploh pri brazgotinah je tako, da je zelo pomemben, kakšne nastavitve so nastavljene, kdo ti dela, na kakšen način ti dela. Ker sem jaz recimo v preteklosti imela pol manjše rezultate za isto vloženega denarja, recimo, kot sem jih imela zdaj. In se mi zdi, da je to potem res eno lepo priporočilo, iz prve roke, kam vložiti svoj denar, če imaš podobno težavo. In zdaj najdete influencerja, ki se bo šel, tako kot si ti rekla, razvesariti pred kamero, ki bo povedal zgodbo tako, kot je, pa ki mu ne bo bed, ki pač je skoraj nerealno. Tako tukaj sem se pol nekako odločila potem, a bi si jaz kot oseba želela, da mi nekdo preda informacije iz prve roke, ja, zelo bi si želela in ko sem jo jaz iskala, je ni bilo. Zdaj pa načeloma pač ljudje si lahko pogledajo, precenijo, vidijo tudi na meni nekak rezultat in se odločijo, je to za njih ali ne. Isto recimo po Ramadeju, ko sem si šla popraviti veke, zgodba je bila taka, da je Luka, moj snemalec, šel zraven, zato ker me je pelal. In potem sem midva rekla, dajva midva to posnet za vsak slučaj, če bom jaz hotela o tem govoriti ali ne. No in potem se je zgodila ena ful smešna stvar. Luka je Amadeja prosil, če gre lahko v operacijsko zraven. Ful mu je bila fora videti to, Na koncu je Luka ostal do konca, celo operacijo si je posnel, on je bil čisto navdušen, on je živel svoje sanje v tej operacijski in na koncu je tudi video izpadel pač toliko epsko, da... Ampak vse nisem še 2 meseca čakala, nisem se mogla odločiti. A bi ali ne bi? A bi, a ne bi, kako naj zdaj to povem, a naj povem. V vsakem primeru sem hotela povedati, nisem hotela biti ena unih ljudi, ne vem, tako kot te ameriške zvezdnice, ki se grejo popraviti nos, pa ne vem kaj vse, in pol so tako nisem delala posegov, to nisem jaz. Tako da sem v vsakem primeru nekako imela plan povedati, nisem pa vedela, koliko bi šla. Ampak glede na to, koliko ima video ogledal, koliko je video prinesel komentarjev, koliko je bilo vprašanj, se mi zdi, da sem se odločila prav in da je dodana vrednost za ljudi, ki se o tem posegu odločajo. Kaj pa meniš o kakih bolj takih, kot so botox, pa fillerji pa to? Zdaj, jaz bom tako rekla, tako kot sem prej rekla, da sem zelo liberalen človek. Jaz mislim nase, da se vsak more odločati sam za sebe. Ful ne fair bi bilo, da jaz iz svojih čevljev sodim nekoga, ki ne vem po kakšni poti hodi in tako, kot recimo so mene obremenjevale moje brazgotine, tako kot sem jaz imela, skozi so me malo tiščale te veke, ker recimo vi niste opazali, mene pa so, in se mi zdi, da bi bilo ful ne fair, da bi ti zdaj rekla, pa sej ti to nisi rabila. Ja, iz tvojih čevljev, iz tvoje perspektive nisem, mene je pa tiščal in se mi zdi, da če si zmeren, predvsem bi rekla tukaj, da je bolj me
bolj apeliram na to, da bi ljudje bili zmerni v tem, pa da nekako ne bi stremeli k tem nekim absurdnim rezultatom, pa da ne bi to delali iz napačnih razlogov. Se pravi, ne vem, po neki pozornosti, recimo, to mogoče ne bi podprla osebno. Vse, kar je pa teh estetskih posegov, ki oplemenitijo življenje, pa nima veze, ali fizično, ali psihološko, se mi pa zdi, da bi se jih pač ljudje morali sami za sebe odločati. Pa se pač, ker na koncu bojo oni te, ki bojo to nosili, a veš, a ne. Ful nefer je tudi, ne vem, pač jaz recimo nisem za povečavo oprsja, jaz nikoli nisem imela te želje, pa nimam nekaj za pokazati, ampak nikoli mi ni prišlo v glavo, da bi si jaz to dala narediti, ne. In se mi zdi pa ful krivično, če je nekdo zaradi iste stvari obremenjen, recimo. A ne? Tako da vsak nos nekako svoj križ in vsak naj ga tudi rešuje sam. Meni se zdi sam pametno, da tudi če se lotiš polnil, tudi če se lotiš botoksa, absolutno podpiram, sam mogoče zmerno, počas, a ne, to je to. Kakšni so pa tvoji plani za prihodnost? Pred kratkim si odprla še Adria profil in me zanima, v katero smer pelješ to VitFit zgodbo. Joj, mi delamo drugače en projekt, Nastja, že kar nekaj časa. Ne morem sicer še povedati, zakaj se gre, zato ker pač lih včeraj so bila z investitorjem na klicu in je rekel, da zdaj smo pa res pri koncu. Tako da, ko bom jaz to videla, ko bom jaz to potrdila, bom najbrž lahko tudi kaj več povedala. Pripravljamo en projekt, ki bo po moje tako res hibrid. Ja, res je hibridno. Prenaša tako novitete, prenaša nek fresh pristop k nakupovanju in pripravljanju hrane, tako da bo res po moje ful zanimivo. Nismo pa še tam, da bi bila dotično povedala, pa verjetno tudi do novega leta še ne bomo pripravljeni na prodajo, ker je treba najprej to testirati. Plan je tudi razširiti se na Balkan, zaenkrat mi gre ful dobro, sem kar ponosna, no, tako res, noben še ni ugotovil, da nisem Hrvatica, tako da to si štejem kar za čast. Tako da ja, zelo velike plane imam za VitFit Bajano, ful se tudi veselim, tako da, evo, če ne prej pridem januarja spet na podcast, pa pokažem, kaj smo ustvarili. Kaj se je ustvarilo. Kaj pa razmišljaš, kakšni lastni blagovni znamki z izdelki? Ja, tudi. Pa že delaš na tem? Ne, to pa še ne. Torej imaš v bistvu že malo strategije vse za naprej pripravljene. Nekako imam okvirno razdelan, kam približen bi VitFit Bajana kot, oziroma tako je, no, na logotipu, ne vem, če si ga videla, logotip ima srček pa kuharsko kapico. In v bistvu je vodilni gor logotu je VitFit, Bajana je samo od spodaj. Tako da bi dejansko pač jaz sem za VitFit naredila neko strategijo oziroma kako bi jo jaz pozicionirala, kam bi rada, da se razvija. Zdaj bomo pa dejansko videli, kako se bojo stvari odvijale, kako bo VitFit koncept sprejet v tujini, kako se bo balkanska regija začela odvijati, kako bo ta produkt šel čez, koliko bo na koncu tudi financ, ker sama veš, da vsaka noviteta zahteva ogromno investicij in časovnih in finančnih in tako naprej. Tako da počas, pač najprej bi rada, da se krog sklene, tako kot sem prej rekla, da se mene mičkan razbremeni, ker res delam na zelo velikih obratih že kar dolg časa. Pa ko se postavi ekipca, ko se postavijo malo stvari na svoje mesto, ko se mogoče tudi neki, ko VitFit Bajana je, tako bom rekla, ko bo VitFit Bajana začela živeti od VitFit Bajane, pa ko bom jaz vsaj toliko razbremenjena, da bom lahko malo drugače dihala, pa malo bolj svoje možgane kreativno začela uporabljati v tem, kam gremo naprej, ne samo v tem, kako bomo preživeli, bom po moje lahko več o tem povedala. No. Kaj pa bi svetovala nekomu, ki si prav tako želi postaviti nek uspešen profil z nekimi vsebinami? Nujno zdaj, da so glih recepti, ampak se mi zdi, da imaš res veliko nekega znanja in izkušenj na tem področju. Dokazala si, da dejansko je možno tudi v našem času hitro zrasti, če imaš res dober content. Kaj bi tvoj nasvet nekim mladim ustvarjalcem? Jaz težko bi rekla, kaj bi bil moj nasvet. Enega sicer imam, ki se meni zdi, da je najbolj pomemben, in to je, da v poplavi teh informacij moraš najti način, kako boš ljudem oplemenitil življenje.
To je po moje prvo vprašanje. Ali bom jaz s temi vsebinami imel nek doprinos v življenje vseh teh ljudi, a ne? Ni več možno, vsaj jaz mislim, uspeti z nekimi polgolimi fotkami, ni več možno uspeti z nekimi fotkami iz potovanja. Se mi zdi, da ljudje so skozi bolj egocentrični, dajmo temu tako reči, kar se tiče njihove pozornosti online in da res fokusirajo svoj čas na vsebine, ki jim oplemenitijo življenje. Zdaj, ali jim bo to prihranilo čas, ali jim bo to olajšalo neko delo, ali jim bo to razbremenil nek del življenja, ali jih bo to sprostil, ali jih bo to nasmejal. Jaz ne vem, v katero smer si želite iti, ampak v eno smer je pač treba zbrati. Ampak izhajati iz tega, kako lahko dejansko popravim oziroma izboljšam, doprinesem, nasmejem te ljudi, kakorkoli. Pač nekako je treba razmišljati v tej smeri, kaj lahko dodam. Druga stvar je to, da moraš biti vse nekako unikaten in najti neko svojo smer v tej poplavi. To tudi mislim, da je ful pomembno. Tretja stvar je pa to, da moraš ostati nekako zvest sam sebi. Se mi zdi, da so ljudje pa vseeno ratali na internetu toliko dobri detektorji, da prepoznajo, lahko je nares trend, sama veš, a ne, zelo hiter. Jaz sem prepričana, da lahko, če jutri naredimo test, mi lahko zelo hiter spravimo na trge en produkt, ki bo fake, pa ga tudi razprodamo. Ampak Nastja, mi bomo to naredili enkrat, zato ker smo sposobni, ampak nikoli več, ker ljudje niso neumni. Tako da tukaj pol je pa tako, da mislim, da te moraš še malo podpreti vesolje, oziroma mogoče mora biti malo sreče zraven v tej igri, ker jaz, ko sem se pogovarjala z ljudmi, ki so strokovnjaki za družabna omrežja, Nastja, vsak je imel svojo idejo, zakaj je Vidfit by Ana tako uspešna, kot je. Recimo, Instacoach je rekla takoj na začetku: Ana, ti boš nerealno uspela, in ti bom zdaj povedala, zakaj. Pa sem tako, zakaj? Ona rekla, nekaj je v barvi tvojega glasu, ki dejansko kar vleče na sebe. In sem jaz tako, zanimivo, a ne? Moj investitor je rekel: Ana, tvoj profil je tako uspešen, zaradi tega, ker ti kot ženska nimaš energije ženske, ki bi drugi ženski vzela tipa. In sem rekel, to res ne bi naredila, ampak kako si ti to vedel, a ne? Pač ne razumem, kaj bi to lahko igralo vlogo, a ne? Moja sestra je rekla: Ana, veš kaj, ti si sigurno tako uspešna zaradi tega, ker imaš tako lahke recepte, in ker ljudje naredijo ta lahek recept, se pol počutijo tako dobro in jim je toplo pri srcu in dejansko to pol poganja vse to. Zato te moj mož spremljajo. No, glavno, veš, vsak ima, in jaz verjetno, mogoče so vsi trije razlogi resnični, lahko ni nobeden, lahko se bo za najdo četrto bo rekel: ne, jaz te pa sledim zato, ker te dam na mute, ampak mi je všeč kreativa tvojih videov, recimo, a veš, tako da to, no, pa je pa še en faktor in to je, ne smeš odnehati. A ne, na dolgi rok, to pa tudi ti lahko potrdiš, na društvenih omrežjih lahko zmagaš samo, če ne odnehaš, a ne. Slej ka prej se bo zgodil moment, ko bo ena od tvojih vsebin šla viralno, slej ka prej se bo zgodil nekaj, da te bo, nekaj se bo zgodil, ko ti bo dejansko odprl to neko širšo javnost. Edina slaba stvar tega je, da ne veš kdaj. Lahko se ti zgodi, recimo, jaz sem zdaj odprla Adrio, a čokolino je moj prvi recept in ima skoraj 400,000 ogledov. Meni je prvi video na Hrvaškem šel viralno in je dejansko potegnil za sabo to, da je profil zelo hiter že naredil nek rezultat. Lahko bi pa na ta prvi, dajmo reči, uspeh, rabila čakati 2-3 mesece, kakorkoli, a ne. Ali tudi 2-3 leta, ja. Ja, ali pa 2-3 leta, točno to. Ne bo bi pa jaz z to vztrajnostjo, ki smo na koncu imeli zaključen najin pogovor, se mi zdi, da je to dobra iztočnica naprej za ostale za razmišljanje. Da, hvala za ta ključni pogovor in odkritost in sproščenost in upam, da se še kaj slišimo. Hvala tebi. Čau!